Prijeten pozdrav in dobrodošli pri ogledu novic tedna. V Straškem Novolesu, ki je maja lani končal v stečajnem postopku, je bila na predlog največjih upnikov razpisana dražba premoženja dveh podjetij v stečaju, Novolesa delniške družbe in njegove hčerinske družbe, invalidskega podjetja Primara. Dražba, na kateri so prodajali premoženje vredno približno 15 milijonov evrov, je bila neuspešna. Izklicna cena je bila očitno previsoka, saj zanimanja za nepremičnine in opremo podjetij ni bilo. Prodali so zgolj manjša počitniška apartmaja na Pagu ter sliko. Niti nova cena, niti datum dražbe še nista znana. Ne, ker to je pač treba dogovoriti soglasju z upnikom, ali je to 20-30%, kolikor bojo soglašali, da se bo znižala cena. Prav tako pa datum je treba skupno dogovoriti. Mislim pa, da se vse zavrti cel ta postopek, da bo definitivno mesec do dva minil. Kruhar Puceva meni, da bi morali ceno znižati za polovico, da bi lahko pritegnili kupca. Novolesov kompleks je sicer v precej slabem stanju. To vsi vemo, tako upniki kot jaz, kot stečajna, da nam je vsem interes, da bi nekje do novega leta se ta objekt prodal, ker ga bo treba tudi zdrževati, nekje posanirati, ker če ne bo dejansko, ker bo zima, ko bo začel kaj zamakati, se lahko začne delati škoda. Ker je Novolesovih terjatev več, kot so ocenjene njegove nepremičnine, bo šel izkupiček od morebitne prodaje ločitvenim upnikom, s prodajo drugega Novolesovega premoženja in unovčenjem njegovih prednostnih terjatev, pa naj bi poplačali še delavce, je dodala Kruhar Puceva. Med upniki je tudi Jože Lovše iz Bušeče vasi, ki je dopoldne čakal na izid dražbe, saj kot pravi, mu Novoles dolguje 110 tisoč evrov. Nisem mogel nikak priti do denarja, niti s kompenzacijami, ne. Obljube so bile, še bivše vodstvo je obljubljalo in kredite in kaj vse, da bo izrihtali. Tak je. Kaj to pomeni oziroma je pomenilo za vaše podjetje? Ja, glejte, guncamo se, vse ne vem, če bom preživel, no. Upam, da bo vselih neki. Glede na to, da bo na drugi dražbi cena lahko za pol nižja, bom najverjetneje dobil nazaj zgolj DDV, je pesimističen Lovše. Umerenski dani so zadovoljni s poslovanjem lani in v prvem četrtletju tega leta. Letos so si zadali za cilj ohraniti tržne deleže lastne blagovne znamke na področju trgovine in jih povečati v gostinstvu. Tako do konca 2012 načrtujejo 14 milijonov evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani. V prvih 3 mesecih tega leta so ustvarili skoraj 3 milijone evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je 4% več od načrtovanega oziroma 8% več kot v enakem obdobju lani. Predvsem so zadovoljni z izvozom, ker vidijo tudi največje možnosti za nadaljnjo rast. Glavna sezona zanje pa šele prihaja. V zadnjih 2 letih prihaja do sprememb na trgu in kupci so začeli zopet posegati po sirupih. Opažamo kar konstantno rast prodaje sirupov, ki zopet postaja en vodilnih programov v Dani. Normalno, da je naš glavni program voda in vode z okusi, kjer še zmeraj ohranjamo eno vodilnih mest na trgu. V začetku leta so v podjetju vložili 300 tisoč evrov v posodobitev in nadgradnjo linije za polnjenje sokov in nektarjev v stekleno embalažo ter v nakup novega orodja in opreme. Načrtov pa jim ne manjka niti v prihodnje. Verjetno v jeseni štartamo za posodobitvijo siruparne, ki bo kar obsežna investicija, verjetno bo trajala leto, če ne 2, in jaz sem prepričan, da bomo tudi to zmogli. V podjetju so omejeni tako stroški kot s trajnostnim razvojem in zahtevami do okolja, čemur prilagajajo proizvodnjo in izdelke. Tako v teh dneh vstopajo na trg z novimi izdelki skupine Voda. Sicer pa bo 100 zaposlenih septembra obeležilo 60 let obstoja podjetja. V Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine se niso izneverili tradiciji, saj so v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije iz Novega mesta in drugimi podporniki že 24. zapored pripravili forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2012. Tokrat je dobrih 100 udeležencev nagovoril predsednik države Danilo Türk. Na forumu so 15. podelili veliko nagrado odličnosti in mojstrstva, ki si jo prislužijo posamezniki za izjemne dosežke na različnih področjih. Lanski nagrajenec, sicer idejni oče Otoškega foruma ter projekta Rastoča knjiga Janez Gabrijelčič, je skulpturo, delo Rudija Stoparja, predal v roke priznani klimatologinji Lučki Kajfež Bogataj.
Mislim, da je ta forum nekaj posebnega tudi zato, ker prepozna morda ljudi, ki ne dajemo vedno samo tistih pozitivnih sporočil, ampak seveda opozarjamo tudi na težave in mislim, da je to tista širina in veličina mojstrstva in odličnosti, ki dejansko tukaj nastaja v tem koncu Slovenije. Nagrado je prejela tudi organizacija, ki je lani na novo zaposlila največ delavcev. To je Novomeška Krka, ki je doslej prejela že več takšnih priznanj. Vsako pa pomeni kar dve zadeve. Prvič dokazuje, da kar resnično skrbi za svojo rast in razvoj in je, kar je za okolje še posebej pomembno, da ob tem tudi zaposluje. Lani so tako Mece sprejeli prek 300 novih sodelavcev. Obeti na področju zaposlovanja pa so tudi v prihodnje podobni. Letno, tako Dular, načrtujejo vsaj 5% rast zaposlenih. Prenova vojaškega dela letališča Cerklje ob Krki je v polnem zamahu. Prva faza vključuje posodobitev za kategorijo 1 po civilnih standardih, kar pomeni ureditev navigacijskih naprav za pristajanje tako podnevi kot po noči v slabših razmerah. Zaključili naj bi jo v prvi polovici prihodnjega leta. Obnova teče že 4 leta neprekinjeno, naložbena vrednost pa se vsako leto giblje med 10 in 15 milijonov evrov. In če ob tem vemo, da gre približno 40% tega denarja v lokalno okolje, potem pravzaprav lahko rečemo, da smo tudi mi precej prispevali, da se tukaj nekaj odvija in da v bistvu so podjetja zaposlena. Zaradi menjave glavnega izvajalca del so imeli kar nekaj težav, tudi dodatne stroške in ponovitev mednarodnega razpisa, a kljub temu se sama hitrost obnove ni preveč zmanjšala, dodaja Lacko. V tem trenutku so v glavnem gradbena dela končana in pista je zbetonirana in čez nekaj dni bomo začeli z uvajanjem kablov za osvetlitev celotnega letališča. Obnovljeno letališče bo med drugim letalski šoli omogočilo usposabljanje pilotov v vseh pogojih. Izvedba usposabljanja bo varnejša, omogočila bo pa tudi izvedbo nalog namenskih enot, ki izvajajo naloge v vseh vremenskih pogojih. Projekt sicer poteka v več fazah. Torej, nadaljevanje ali pa vse faze predpostavljajo tudi izgradnjo dodatnih logističnih objektov in elementov, ki so potrebni za delovanje letališča kot takega. Nanašajo se na oskrbo z gorivom, nanašajo se na manipulacijo z orožjem in z oborožitvenimi sistemi in tako naprej. Kdaj bodo zaključene vse faze, bo odvisno predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev. K odličnosti in povezovanju pa teži tudi projekt Rastoča knjiga. V Državnem svetu Republike Slovenije so obeležili 10-letnico omenjenega projekta, kjer so najzaslužnejšim za prispevek pri razvijanju in graditvi Rastoče knjige podelili priznanja. Projekt Rastoča knjiga temelji na ideji kot pomniku knjige, simbolu slovenstva, na katerem utemeljujemo tudi povezovanje z drugimi narodi. Na današnji slovesnosti so se s priznanji med drugim zahvalili Mihajlu Glavanu, Jožetu Zupanu in Andreji Tomažin. Meni je šlo predvsem za ta vidik, da ljudje dojamejo, da je knjiga ni objekt z dveh platnic, ampak v bistvu knjige v njeni vsebini. Se pravi, vsebina pa izraža vse to, kar ljudje ustvarijo, naredijo, dosežejo. V okviru projekta so se doslej že odvili številne razstave in koncerti, ki so spomnili na bogato zgodovino slovenskega kulturnega izročila. Tako smo leta 2001 začeli s koncerti z naslovom Sreča biser življenja po slovenskih manjših krajih. Prvi kraj je bil Šentjanž na Dolenjskem in potem 11 koncertov, 12 v kraju Radeče. Temeljni mejnik je prav gotovo razstava v Trebnjem, ki je nastala leta 2003 in je to prva stalna razstava v Sloveniji. Projekt pa ne bi ugledal luči sveta brez idejnega očeta projekta Novomeščana Janeza Gabrijelčiča, ki je tudi eden od prejemnikov današnjega priznanja. Ob tej priložnosti se je zahvalil številnim, ki so vpeti v projekt, tudi naši medijski hiši, ki ga spremlja od vsega začetka. Za izjemno pomoč pri tem projektu in mislim, da ste nas od vsega začetka spremljali in mislim, da je lahko res ta projekt tudi ponos vašemu kanalu, ker noben drug nas ni tako spremljal.
Državni svet skupaj s partnerji skrbi za razvoj projekta Rastoča knjiga v Ljubljanskem parku Navje, kjer stoji kip deklice z rastočo knjigo, ki ga vsako leto oplemeniti nov vers. Projekt pa je medtem dobil mednarodni značaj s tako imenovanimi Združenimi rastočimi knjigami sveta. Zdaj imamo 11 knjig iz 11 držav in seveda, če so to Združene rastoče knjige sveta, bi si želeli, da zaujamemo čim več držav. To je en dolgoročen proces. V Črnomlju, v rastni hiši pesnika in pisatelja Mirana Jarca, ki jo tamkajšnja občina z evropskim denarjem preureja za potrebe mestne muzejske zbirke, že vse od lanskega novembra potekajo obsežni restavratorski posegi na stenskih in stropnih poslikavah. V vseh prostorih enonadstropne stavbe so namreč restavratorji odkrili bolj ali manj ohranjene šablonske poslikave različnih oblik, motivov in barv, ki segajo v obdobje s konca 19. stoletja. Te poslikave so verjetno, z veliko verjetnostjo nastale nekje okoli leta 1897, ko je ta stavba dobila drugo namembnost. Prvotno je bila pozidana kot črnomaljska šola. Leta 1890 pa so v Črnomlju zgradili novo šolo, stavbo v ulici Mirana Jarca pa preuredili za potrebe mestne uprave in ustanovanja za državne uslužbence. Mednje je sodil tudi oče pesnika Mirana Jarca, ki se je pozneje rodil v prostorih te hiše. Kar je zanimivo, je to, da je ta stavba vedno bila vezana in tudi vedno v lasti mesta. Vezana je bila na funkcije, ki so bile pomembne za mesto. Poslikave sten in stropov v stavbi so pričakovali, saj jih je pokazala že prva sondaža. Nismo pričakovali tako bogatih vzorcev, tudi ne, da so poslikani z različnimi razkošnimi motivi, čisto vsi prostori. To se je pokazalo, ko so se restavratorji pred 6 meseci lotili dela in s sten ter stropov odstranili do 18 beležev, nanesenih na osnovne poslikave, ki so bile ponekod dobro, drugje pa zelo slabo ohranjene. Glede na to, da so poslikane vse stene, da so poslikani vsi stropovi v hiši, ki vidimo ni majhna, je izjemno pomembno to, da smo povsod našli dovolj informacij za rekonstrukcijo poslikav. S pomočjo lasersko izdelanih kopij šablon so nanesli barve in stenam ter stropom vrnili prvotno podobo. Ohranjene dele poslikav pa so le retuširali, pravi Luka Bogovčič in dodaja, da bo 10 restavratorjev in slikarjev delalo še mesec in pol. Vesela novica za ljubitelje košarke. Košarkarji Krke so državni prvaki in to tretjič zapored. V ljubljanskih Stožicah jim je že tretjič zapored v zadnjih 3 tekmah uspelo premagati Union Olimpijo, tokrat 67-55. Tako so se skupnim izidom 3-1 v zmagah veselili 5. naslova državnih prvakov v zgodovini kluba. Po izenačenem prvem polčasu so krkaši v drugem delu igre prikazali več borbenosti, želje in znanja in zasluženo ugnali svojega večnega rivala. Za nami je ena težka sezona, turbulentna sezona. Ves so veliko menjav od trenerja do igralcev. Na koncu se je trener Sašo nas je skupaj sestavil, naredili smo eno homogeno, odlično ekipo in mislim, da smo danes zasluženo zmagali. Vsako finale je neko posebno doživetje. To se, ne vem, težko bi to opisal, to je treba doživeti. In vsaki znova je adrenalin, nervoza, tako da jaz osebno sem jih že 6 v slovenski ligi osvojil. In vsaki znova je nepopisno doživeti. Vseeno je, kje zmagamo, zmeri je zmaga lepa, po tako naporni sezoni. Občutek fantastičen, še posebej, če tukaj ljudi navija za nas in zahvalil bi se mu ob tem priložnosti za podporo čez celo sezono. Najboljši strelec v Krkinem dresu je bil Izraelec Afik Nisim z 18 točkami, isti igralec pa je bil razglašen tudi za najkoristnejšega igralca finala. Danes smo pristopili k tekmi kot zadnja 3 srečanja, prišli smo se boriti. Borili smo se, zmagali in res sem vesel za te navijače, ki so prišli iz Novega mesta. Zahvalil bi se ekipi, ker so me pripeljali sem in zmaga v tem prvenstvu je zame nekaj neverjetnega. Presrečen sem. Vesel sem predvsem zaradi tega, da so fantje zdržali to naporno sezono. In poglejte, v tej sezoni nismo niti enkrat izgubili v Stožicah. To je že 3. zaporedni naslov državnih prvakov, v finalu pa so vedno porazili ravno ljubljansko Union Olimpijo.
Vremena Slovencem bodo se zjasnila, tako pravijo vremenarji, medtem ko se na političnem parketu spet oblači. A ker nad oblaki še vedno sije sonce, je upati, da kateri od toplih žarkov razsvetli umne glave, tudi v naše dobro. Lepo se imejte, do naslednjič.